Lokalne volitve. Radio Robin. Dober dan, vošči Erika Koncut, lep pozdrav, cenjene poslušalke in poslušalci, pa tudi vsi tisti, ki nam sledite na našem portalu robin.si. Le še čisto malo in bomo vedeli, kdo bo prihodnja 4 leta vodil občine. Drugega kroga gotovo ne bo v občini Miran Kostanjevica, kjer se za županski stolček poteguje tale dva kandidata. No, za občinski svet občine Miran Kostanjevica pa se bodo potegovali kandidati na 4 listah. Tukaj v studiu pa sta že v moji družbi kandidata za župana občine Miran Kostanjevica, pod številko 1 kandidira Maurici Humar, predlagatelj kandidature je skupina volivcev. Dober dan. Ja, dober dan. Pod številko 2 pa Primož Nemec, predlagatelj je stranka Socialni demokrati. Dober dan tudi vam. Dober dan, lep večer. No, začnimo kar s prvim vprašanjem. Gospod Humar, vaš slogan je z roko v roki, predlagatelj vaše kandidature je skupina volivcev, kot smo rekli, podprli sta vas stranki Gibanje Svoboda in SDS. Pravite, da je vaš program ambiciozen, a hkrati realen, kandidirate za 3. zaporedni mandat. Kaj vas žene v 3? Ja, vsekakor, da nadaljujemo z vsem tem, kar smo že napravili, tisto, kar imamo še planirano, predvsem pa to, ker vidimo, da gremo po tej poti vizije in strategije razvoja občine Miran Kostanjevica, po tem dokumentu, ki smo ga sprejeli leta 2017, je 2017 do 2025, ta strategija sprejeta in lahko vidimo, da jo uspešno realiziramo in vsekakor to je bil eden glavnih motivov. Motiv pa je tudi to, da so me pri tem spodbujali tako številni občani, kakor tudi občinski svet. Imeli smo odličen občinski svet, lepo smo sodelovali in pripričan sem, da bomo tudi v naslednjem mandatu na isti način z roko v roki sodelovali in tako tudi peljali projekte dalje. Gospod Nemec, svojo kandidaturo ste vložili tako rekoč 5 minut pred 12. Zakaj ste toliko mahovali? Kaj vas je prepričalo dejansko kandidaturo? Prepričali so me ljudje. Jaz sem že junija napovedal, da se umikam iz lokalne politike, dobil sem otroka, hotel sem se posvetiti moji ljubezni kulturi, dobil sem službo v Ljubljani, ampak zadnje mesece nekako sem dobival pozive, klice zaskrbljenih ljudi, da se občina ne razvija v pravo smer in ne pripravim program. Zakaj sem toliko časa omahoval? V bistvu meni se bo življenje v primeru izvolitve ponovno obrnilo na glavo, spet bo treba se vrniti tako rekoč domov. V bistvu in v končni fazi glavno pa je bilo to, da smo se povezali, in to je tudi naš slogan, da smo se povezali z ljudmi, z nestrankarskimi kandidati, naredili eno zelo dobro listo in v bistvu jaz občudujem ljudi, da so pripravljeni iti na strankarsko listo, ne pa da so mene prepričali, da grem kot neodvisni kandidat, kar bi bila v bistvu velika laž. Mogoče še čisto na kratko, na začetku prioritete, bom začela kar pri vas, gospod Nemec, katere bodo vaše temeljne prioritete, kolikor boste izvoljeni? Vsekakor treba končati, kar je v prejšnjem mandatu bilo zastavljeno, neresno bi bilo, če bi se tukaj igrali in prekinjali neke zadeve. Ključna zadeva pa je, da v bistvu občino obrnemo v drugo smer. Te pozivi, ki sem jih dobival, so bili pozivi predvsem ljudi, ki se počutijo drugorazredni. V zadnjih 8 letih so menili, da ni bilo dovolj za njih napravljeno in jaz bom glas teh ljudi. Predvsem pa mislim narediti kar nekaj reform znotraj občinske uprave, zavoda za turizem in predvsem pa način delovanja z raznimi ukrepi. Gospod Humar, še vi na kratko, kaj bodo pa vaše prioritete? Podprli sta vas, kot smo prej rekli, 2 dokaj nasprotujoči si stranki. Ja, to je res. Jaz sem bil te podpore zelo vesel. S tem se je potrdilo, da sem človek, ki sem odprt, ki lahko sodelujem z vsemi, tako me tudi poznajo, tudi moje delo v zadnjih 8 let je bilo tako, da smo pač delali z vsemi in za vse, tako da vsekakor prioriteta bo, da čim prej sprejmemo proračun za 2023-2024, da potem lahko nadaljujemo z delom. Program, ki smo ga pripravili in projekti, ki jih bomo delali v naslednjih letih, so razvojni projekti, predvsem pa projekti, s katerimi se bomo lahko prijavljali tako na nacionalna, kakor tudi na evropska sredstva. In veselim se
da imamo te projekte v taki fazi, da jih bomo lahko samo še sfinalizirali in potem tudi začeli z izvajanjem leteh. Vsekakor pa moramo gledati, da je občinski svet in pa tudi ostala javnost so vpeta v delovanje in to bo tisto, na katero bom stavil še vedno, tudi v tretjem mandatu, tako kot v prvih dveh. Naslednja tema, požar na Krasu, je močno prizadel vajino občino, pa tudi vas povezal v solidarnosti. Je to solidarnost še čutiti tudi pri projektih sanacije? Vemo tudi, da bo prva akcija pogozdovanja že kmalu, že 26. novembra. Gospod Nemec. Vsekakor je to bila huda zadeva. Po drugi strani pred 10 in 12 leti smo imeli pa tudi hude poplave v dolini. Jaz sem vesel, da so se ljudje tako odzvali. Moram pa povedati, da v bistvu ta druga faza se mi zdi, da poteka malo preveč počasi v smislu, da ni bila lokalna skupnost, krajevne skupnosti, da niso bile takoj po požaru sklicane skupaj, da tudi zdaj čutim, da sem slišal pripombe, da so v bistvu bili komaj na njihove pozive vključeni v ta proces. Jaz mislim, da poleg strokovne javnosti je potrebno tudi takoj vključiti tudi lokalno skupnost. Menim tudi, da v bistvu imamo kar nekaj strokovnih ljudi v teh krajevnih skupnostih, ki lahko pomagajo. Druga zadeva je pa to, kot sem rekel, to je del tudi reform, ki jih jaz hočem vpeljati. Ena od zadev, ki bi bila v takem primeru zelo dobrodošla, je svet krajevnih skupnosti, organ, ki ga bom jaz uvedel, če me bojo ljudje podprli na volitvah. Gospod Humer. Ja, vsekakor, ta požar je zelo prizadel našo občino. Jaz moram reči, da v mojem županovanju, 8-letnem županovanju, mi je to bilo najtežje 17 dni, vendar sem čutil to solidarnost, pripadnost ljudi, tako gasilcev, kakor vseh ostalih služb za reševanje, kakor tudi številčnih posameznikov, prostovoljcev, ki so tukaj pomagali in taka sloga, taka enotnost in tako z roko v roki si želim, da bi delali tudi vnaprej. Kaj pa sanacija? Sanacija, vsekakor, včeraj je bil objavljen sanacijski program, ki ga je objavil Zavod za gozdove. Že od samega požara je bilo odlično sodelovanje z Zavodom za gozdove, enota Sežana, in med požarom in po požaru smo takoj pričeli z naborom ukrepov za sanacijski program. Tako da tukaj so sodelovali gozdarji, gasilci, vodna podjetja, ostala strokovna javnost, kakor tudi na delavnicah, ki smo jih imeli, so bili povabljeni tudi občani. Te delavnice jih je bilo nekaj in sedaj tudi med javno obravnavo sanacijskega programa bo možno dati še kakšno pripombo. Hvala, gospod Nemec, ste želeli repliko? 4 lokalnih prebivalcev, 60-ih, včeraj so bili na terenu. Kot sem rekel, lokalna skupnost, krajevna skupnost Temnica je zelo vključena v ta postopek, bili so na terenu in dejansko so tudi ugotovili, da so velike diskrepance med predlogi občine in predlogi gozdarskega podjetja. Tako da jaz mislim, da to je pač postopek, ki ga je potrebno delati. To ne pomeni, da to nič kaj takega, ampak v končni fazi treba je pristopiti na tak način, da se ene zadeve celostno dela. Manjka mi pa tudi to, da ta sanacija ne vključuje tudi enih trajnostnih razvojnih smernic. Še vaša replika, gospod Humer? No, vsekakor. Tukaj je bila vsa strokovna javnost in ni to predlog občine, ampak predlog Zavoda za gozdove. To je velika razlika. To pa, da bo trajnostna obnova, to bi pa želel potem, če bomo imeli še možnost o tem govoriti, tudi o projektu Srce za Kras, oziroma to, kar smo zbirali, ta dobrodelna sredstva, ki bodo prav za trajnostno obnovo Krasa in tukaj vse zmeraj v sodelovanju z Zavodom za gozdove in pa z Inštitutom za gozdove. No, sedaj bo čas za malo glasbenega predaha, potem pa nadaljujemo s soočenjem. Lokalne volitve. Radio Robin.
Nadaljujemo s predvolilnim soočenjem kandidatov za župana občine Miren Kostanjevica. Z nami danes Maurici Humar in Primož Nemec. Zagrizimo v kar dolgotrajno zgodbo, Frnažo. Dosedanji poskusi, da bi objekt obnovili, niso obrodili sadov, vmes se je streha porušila, javni pozivi se vrstijo, Frnaža je v nezavidljivem stanju. Kaj s tem spomeniško zaščitenim industrijskim objektom, kje poiskati vire? Gospod Nemec, vi ste vodili delovno skupino, kakšne so bile ugotovitve, rešitve in kje bi kot župan iskali vire, da bi ohranili vsaj peči in dimnik, recimo? Glejte, Frnaža je po eni strani neko srce našega kraja, po drugi strani je pa to srce tudi neke obrtne cone, ki je potrebno, da se razvija. Jaz sem vesel, da v bistvu podjetje Stopa je dobilo lokacijo in sedaj razvilo eno moderno tovarno tam in v bistvu se lahko razvija naprej. Kar se tiče Frnaže, imam samo dve rešitve. Ali se jo deloma poruši in s tem se ustvari možnost, da se, in to sem tudi vaščanom vedno govoril iskreno, in da se ustvari možnost, da se tam razvije pač neka moderna obrtna, še tisti del moderni obrtni prostor. Po drugi strani, če jo bi pa res zaščitili, ampak ni zaščitena, potem absolutno konkurirati na sredstva za Ministrstvo za kulturo. Glejte, projekti, ki jih, tudi denarna sredstva, ki jih Ministrstvo za kulturo da, so tudi kdaj milijonski, 1,5 milijona, v končni fazi Pilonova galerija dobila taka sredstva, Štanjel dobil taka sredstva in tudi Frnaža lahko konkurira na taka sredstva. Gospod Humar, ste bili dovolj aktivni recimo v prejšnjih mandatih, kako je sanacija dimnika? Ja, vsekakor, takrat, ko smo iskali rešitev za Frnažo in ta rešitev je tudi bila, ko je podjetje Stopa, smo se podjetjem Stopa dogovarjali tudi z Zavodom za spomeniško varstvo, tako da bi zadostili vsem kriterijem, je pač takrat zbor krajanov v Beljah se odločil, da ne želijo tega in potem ta Stopa je šla na drug konc iste obrtne cone. Letos je pač ta streha se tudi udrla, tako da smo jo tudi v skladu z Zavodom za spomeniško varstvo, z njihovim privoljenjem, dovoljenjem, jo tudi delno smo jo odstranili. Sedaj sledi odstranjevanje opeke še iz notranjosti. Ta opeka se bo shranjevala, jo bomo shranili, tako da se bo potem lahko uporabila za druge stvari v Biljah oziroma tudi na Frnaži. In sedaj, ko bo odstranjeno, ko bo končno možno priti varno do dimnika, bodo prišle ustrezne inštitucije in dale jasno strokovno mnenje, kaj in kako, v kakšnem stanju je dimnik, čeprav od spodaj ne zgleda slab, da ga bomo sanirali, peči pa tudi zaščitili in potem iskali naprej rešitve za Frnažo, za program, ki bi bil ustrezen. Jaz še zmeraj predvidevam, da ena od programov je vinarstvo in tukaj smo tik pod Biljanskim igriščem. Dobro. Gospod Nemec, ste želeli repliko? Jaz mislim, da občina ni bila dovolj aktivna. V končni fazi najprej je sprejela na občinskem svetu, da se proda, potem posredno, naknadno smo imeli zbor krajanov. Lastnik Stope, v končni fazi z njim sva rešila vse nesoglasje, on je v končni fazi tudi hvaležen, da smo to preprečili. Tudi sam rekel je, da je bilo nelogično razmišljati, da bo res muzejski del uresničen, kajti on že takrat napovedoval, da potrebuje večjo kvadraturo, več kot 5000 kvadratnih metrov in napovedoval je tudi, da kupi še drugi del opekarne in dejstvo je tudi to, da nismo bili dovolj hitri, da bi presanirali streho in s tem v bistvu ne bi bilo te škode, kot je nastala. Dobro. Gospod Humar, še vaša replika? Predvsem moram povedati, da nikoli ni bilo sklepa, da se proda, ampak da se pogovarjamo, na kakšen način bomo z njim delali. Potem smo stvar prišli toliko daleč, da se je pač stvar ustavila. Streha ni bila, je nikoli moč popraviti, ampak je bilo vedno treba napraviti novo. Vsekakor pa tudi delovna skupina, ki jo vodil gospod Nemec dvakrat, v drugo nismo dobili niti zaključnega poročila, prvič pa je bilo brez podpisa. Kot sem že večkrat poudaril, zaključnega poročila nisem oddal, zato ker za zaključno poročilo bi bilo treba glasovati in ga skupno sprejeti. Naša skupina je bila v bistvu prisilno ukinjena. Mi smo čakali takrat, da dobimo sredstva, da se konča razpis za preureditev komunalne parcele in teh stvari, ki je vodila naša občina.
To smo jasno povedali, tako da v bistvu poročila jaz sam nisem mogel na lastno pot oddati in sem poslal pa sem vse sprejete sklepe, ki so tam. To, da na naši parceli stojijo odpadki in razne druge zadeve, je pa ogledalo, kako občina misli, kaj občina misli o vsej te stvari. Dobro, še replika gospoda Humarja. To, da je bila skupina prisilno ukinjena, to ni res. To je neresnica. Mi smo pa v to lokacijo Fornaža vložili približno 1 milijon evrov v komunalno opremo, sicer 90% smo dobili financirano iz strani države, tako da je sedaj obrtna cona moderno komunalno opremljena, da so odpadki tam, to ne drži, pripeljajo jih mogoče ob cesto, v sami Fornaži so pa privat zemljišča in na privat zemljiščih so lastniki, ki imajo svoje stvari. Zdaj, če kdo ima tam tudi kakšno deponijo, je pač stvar tega lastnika, nikakor pa ne stvar občine. Občina je pa te odpadke, tudi ob cesti, to se gre za gradbene odpadke, jih tudi že večkrat očistila, še jih bo in bomo tudi zagradili. To cesto, nažalost, bomo morali zagraditi, da ne bodo odlagali ob cesto te gradbene odpadke. Dobro, hvala še. Glede, 2 cisterni stojijo tik ob stari upravni zgradbi, to zame so odpadki, to ni naše, brez dovoljenja. Po drugi strani to ni največji projekt, ki se bi moral v Biljah zgoditi. Čaka nas po eni strani ekološka bomba. Renče se bodo do naslednje leto priklopile v centralno čistilno napravo. Ni urejena trasa od konca Bilj do Kristjana, kjer so 2 cevi. In Biljenci zelo nasprotujejo temu, da bi se Renče prvič s 300 in naslednjih 2 letih s 1200 enotami priključili v bistvu v malo čistilno napravo, že sedaj smrdi in ob vsaki večji poplavi se lahko zgodi, da v bistvu te fekalije poplavijo center Bilj. Dobro, gospod Humar, replika. Če zaključimo Fornažo, tiste cisterne in to je lastnik znan, to je ta, ki ima pač proizvodnjo cistern. Kar se tiče pa kanalizacije Renč, navezavo na Bilje, tukaj sem večkrat jasno povedal in še enkrat jasno in glasno povem, nikoli se renška kanalizacija ne bo priključila na malo biljansko čistilno napravo. Ampak se dogovarjamo, da bo šla v Vrtojbo. Tukaj jaz čakam zdaj Renče, da nam dajo pobudo, da bomo potem skupaj projektirali. Vsekakor mi imamo del te kanalizacije že napravljene, jo bomo morali pa z Renčemi se dogovoriti, kako se bo dogradilo, predvsem pa kako se bo financiralo. Nikakor pa ne, da bi se to čistilo v Biljah in da bi zaradi tega bila biljanska čistilna naprava bolj obremenjena. Biljanska čistilna naprava ni sposobna čistiti renških fekal. Dobro, pred 6 leti je bivši župan Bucik, bil sem na sestanku, pokazal njihov plan. V 6 letih v bistvu naša občina je bori malo naredila, da bi se pripravila na to zadevo. V končni fazi vemo, da dokumentacija in tudi kakšnejša izgradnja potrebuješ nekaj let in jaz mislim, da je zelo neresno, da na tak način se ljudem obljublja in se ene stvari govori. Res 6 let smo na občini vedeli, da se bo to zgodilo. Dobro, gospod Humar, še to repliko, potem gremo na naslednjo temo. Ja, vsekakor. Mi se z Renčami dogovarjamo, se pogovarjamo in vedno poudarjamo, da morajo stopiti korak dalje. Mi za naše potrebe imamo čistilno napravo v Biljah, za kar imamo zdaj zgrajene kanalizacije. Projektiramo zdaj tudi, da se bodo Bilje dogradile v naslednjem mandatu, da se komplet opremijo z kanalizacijo in vse skupaj potem, da peljemo v Vrtojbo. Vendar ne glede na Renče in Renče morajo se zauzeti, da bo ta del kanalizacije tudi skozi Bilje zgrajen. Kolikor tega dela kanalizacije ne bo zgrajenega, se Renče ne bodo upale priklopiti na kanalizacijo. In tukaj so bile zmeraj odprte karte, čiste karte, predvsem pa mi v teh letih smo vedeli, da v teh 6 letih, da ne bomo uspeli še graditi kanalizacije, ker ni bilo ustreznih razpisov, sedaj za novo evropsko finančno perspektivo, pa ki prinaša tudi razpise za manjša naselja od 2000 populacijskih enot, pa bomo tudi sprojektirali in to izvedli. Pripričan sem, da smo z Renčami dobro dogovorili, nikakor pa ni to, da bi se v Biljah lahko bali, da bo bilo kakšna stvar se v Biljah zaradi tega poslabšala. Hvala, gremo kar na naslednjo temo. Torej,
zima je pred vrati, smo že v drugi polovici novembra, energetska kriza, je zelo aktualna tema, podnebne spremembe, energetska samooskrba. Torej, kaj predvidevate v vaših programih, kako najti formula za nadaljnji zeleni preboj? Pa začnimo z vami, gospod Nemec. Ne samo energetska kriza, v bistvu napovedana je 50 oziroma 100% podražitev vode. Jaz mislim, da tukaj občina bo mogla narediti en korak. Jaz upam, da 2-milijonska zadolženost naše občine ne bo ovira pri subvencioniranju. Kalkulacija je, da če mi 50% pomagamo našim občanom sofinancirati v enem letu, bomo porabili približno 200 000 evrov. To je velik strošek. V bistvu v resnici ne vemo, kaj se dogaja. Zaenkrat je ta problematika še vedno problematika goriških vodovodov. Jaz upam, da se kaj takega ne zgodi tudi s kraškimi vodovodi in v bistvu ta cene energentov vplivajo na vse. Pa glede energetske samooskrbe, kako bi to spodbujali? Glejte, sigurno bo potrebno biti bolj aktivni, iskati tudi partnerje pri spodbujanju ljudi, da se samoskrbujejo. Kakšnih večjih stvari pa trenutno ne morem reči, ker v končni fazi videli bomo tudi, kako bo sama država pristopila naknadno k takim zadevam. To ni samo občinska raven, občina nima dovolj sredstev, da bi lahko sama pomagala ljudem, mora biti pa aktivna pri predsedovanju pri državi pri takih situacijah. Gospod Humar? Ja, energetska samooskrba bo ena bistvenih stvari ne samo za ta mandat, ampak tudi za dalje. Vsekakor sem zadovoljen, ker vidim, da se nekatera podjetja, posebno Marušič na Krasu, kar precej zdaj vlaga tudi v elektro samooskrbo, v večje elektrarne na objektih. Vsekakor pa bomo sedaj... Sončne elektrarne, ja. Vsekakor pa bomo zdaj tudi pogledali na področju Krasa, tam, kamor je pogorelo, da bi dobili lokacije, kjer bi lahko postavili te sončne elektrarne. Seveda, če bomo gotovili, da je to možno. Mislim pa, da je, ker imamo lepe sončne lege, tam je zdaj praktično gozd popolnoma uničen in tukaj bi šlo razmišljati tudi o tem. Bomo pa tudi poskrbeli, da bomo skupaj z agencijo Goleja in pa ostalimi agencijami organizirali razna izobraževanja, posvetovanja za ljudi, da bi tudi za te manjše elektrarne oziroma druge stvari, ki bi oskrbovali z energijo svoje domove oziroma širše okolice. Ponovno si privoščimo kratek glasbeni predah, ko se vrnemo, pa je čas tudi za naše poslušalce. 05 330 28 28 je številka, na katero boste lahko poklicali, takoj ko smo nazaj. Lokalne volitve. Radio Robin. Kandidata za župana občine Miran Kostanjevica, Maurici Humar in Primož Nemec se danes soočata na Radio Robin. Cenjene poslušalke in poslušalci, v naslednjih minutah dajmo ravno vam priložnost, da nas pokličete in tudi osebno zastavite vprašanja kandidatoma na 05 330 28 28. Medtem ko čakamo na klic, pa mogoče se preselimo na Cerje. Vse razstave niso še postavljene, kje se je zataknilo, kako boste poskrbeli, da bo postavitev čim prej dokončana? Gospod Humar, najprej vi. Pripravlja se stalna razstava, ki jo je pripravil vsebinsko Goriški muzej. Tudi oblikovno je že zasnovana, sedaj iščemo sredstva oziroma tudi na ministrstvu se dogovarjamo, na kakšen razpis se bomo lahko prijavili. Vsekakor pa tudi razmišljamo tudi o še preoblikovanju te razstave, ne vsebinsko, ampak oblikovno. Jaz pričakujem, da bo ta razstava postavljena v prihodnjem letu. Gospod Nemec, kako boste vi spodbudili, da bi se to čim prej uredilo? Ker prihajam v bistvu iz kulture, se mi zdi tukaj zadeva zelo jasna. Moram pa poudariti to, da sam zavod je naredil veliko napako oziroma občina v preteklih letih. Ne bi se rad bi mislil za naprej, ampak treba je opozoriti neke napake. V bistvu mi smo zavod registrirali za kulturne dejavnosti pred enim mesecem pa pol
To pomeni, da smo že tle zamudili 2 leti, kar pomeni, da tudi prej bi lahko v bistvu kandidirali na razpise z Ministrstva za kulturo. Tega dejansko nismo mogli. Jaz mislim, da to je spet ena od zadev, na kateri smo malo preveč počasni in delamo v bistvu za nazaj, ne pa vnaprej predvidimo stvari. Sam zavod je že sam problematičen. 300 000 letos, 700 000 evrov, odkar je bil ustanovljen, s tem, da je v bistvu 34 000 evrov dobil prihodkov. To je prevelik zalogaj na tak način. In to povezano s turizmom, povezano s Cerjem. Cerj ima premalo programa. Jaz vem, da razpisi so, sam delam v ustanovi, dobimo dovolj sredstev, ker se trudimo, da dobimo dovolj sredstev, da delamo dobre programe, in jaz mislim, da Cerje potrebuje zelo velik input, da se bo zadeva spremenila. Dobro, še v nadaljevanju, pa gospod Humar, ste želeli repliko? Ja, vsekakor. Ta naš zavod zelo dobro dela. Ustanovljen je bil leta 2018, začel delati 2019. Smo postali ena prepoznavnejših točk v Sloveniji, tudi v tem tednu smo dobili eno pomembno priznanje. Bil je registriran za turizem na začetku, ker smo pač začeli na tem področju, ki je bilo najbolj pereče. Vsekakor smo ga letos doregistrirali tudi za kulturo. Možno ga še doregistrirati, vendar pojmo korak za korakom. Vse, kar se pa v zavodu dela, gre občinski denar za zavod nikakor ne res, da do zdaj bo 34 000, je bilo vsako leto po 34 000, oziroma še kaj več, ne. Predvsem pa tudi ostale aktivnosti, ki jih zavod počne širše na tem področju od Krasa do Vipavske doline in Brd in te stvari povezuje, je to ena od bistvenih nalog in zato je tudi ta naša destinacija prepoznavna iz dneva v dan bolj. Hvala, gospod Nemec, replika. 30 sekund, ker se tudi župan vzel malo več kot minuto. Glejte, imamo dve močne organizacije, ki povezujejo v eni strani dolino. Za našo občino bi letni strošek bil približno 45 000 evrov. Mi, ko gremo v tujino, ne vemo, v kakšne občini smo. Pomembno je meni, da v bistvu smo mi kot Vipavci v projekte Vipavske doline. Po drugi strani imamo Kraško, Orod, Brkinov, Sežane, Divače in Komna in tudi tam bi lahko sodelovali v določenih projektov. Jaz sem zagovarjal zavod že leta 2014, ko sem prvič kandidiral, mislim, da smo bili 4 leta prepozni in v končni fazi zavod bi mogel biti bolj specifično osredotočen na programe v sami občini, ne biti tisti, ki dela brand, ker to nas največ stane, ne dela brand Vipavska dolina, ne dela brand Kras, ker to so pomembne destinacije. Zavod ne se ukvarja z organizacijo dogodkov, ne se dogovarja z ponudniki, naj deluje dosti bolj občinsko, da mi znotraj naše občine pripravimo kvalitetne programe in s tem v bistvu se damo na zemljevid. Ogromno bilo narejeno, je cena tudi velika, ampak jaz mislim, da v tej fazi, kot je zdaj, je bolj pomembno, da smo mi Vipavci povezani z Vipavsko dolino in Krašovci do projekte na Krasu. Gospod Humar, vaša replika? Vsekakor moram povedati, da tudi zavod tudi upravlja z pomnikom Cerje. S tem je prej upravljala občina. Tukaj so bile težave, odkar je zavod je bistveno boljši. Tudi stroške, ki jih je imela občina za upravljanje, so bili stroški že prej, jih je zdaj prenesla na zavod in tudi zagotavlja ta sredstva in tako dalje. Kar se tiče pa povezave s Krasom, Brkini, Vipavsko dolino in Brdi, smo prav naš zavod je bil tisti, ki je dal veliko idej, da so prišli skupni produkti, da se te destinacije povezujejo, kakor bo tudi zdaj nova ideja za skupno božično novoletno okrasitev, ki bo šla v teh dnevih ven bo lansirana, zmeraj od Brkinov do Vipavske doline in Krasa. Dobro. Mi smo na presečišču, mi smo v tem, kamor oko iz Cerja seže pogled, do tam se tudi povezujemo. Gospod Nemec, še vaša replika? Ja, gledajte, program na Cerju manjka. Manjkajo dogodki, manjka življenje. Gostinska ponudba, o tem ne bom zdaj komentiral, vsekakor bi bilo boljše, da bi bili naši vinari predstavljeni, da bi bila naša hrana predstavljena in tako naprej. Tisti hamburger je odličen, ne vem, če pa sodi na Cerje, mogoče bi bilo fajn, če bi bil en hamburger s kraškim pršutom, to so brezveznosti. V končni fazi jaz vem, da je bolje in to tu govorijo tudi te ponudniki in ljudje,
ljudje, ki hočejo, da se bolj trži, da moramo bistveno več delati na občinski ravni in spodbujati lokalni turizem tudi z določenim razpisi. Preveč denarja, po mojem pojmovanju, gre za samo delovanje tega zavoda na tak način. Če ta zavod ne bo sposoben dobiti tudi lastna sredstva, tudi kandidirati na lastnih razpisov, poleg občinskega denarja, ta zavod je v bistvu za nas prevelik strošek. Kot sem povedal, od leta 2014 sem zagovarjal ta zavod, na tak način pa ne more biti. Dobro, gospod Humar, še vaša replika, potem gremo naprej. Ja, zavod je tudi konkuriral in bil uspešen pri razpisih prav s tem, ko se je povezoval enkrat z Vipavsko dolino, enkrat s Krasom in to bo počel tudi v bodoče. Da pa spodbuja domače deležnike, tako gostince, kakor pridelovalce, kakor kmete in vse skupaj, so večkrat letno dogodki za te ponudnike in veliki dogodki tudi na Cirju. Sicer v času covida je bila ta stvar nekoliko omejena, imeli smo pa več velikih odmevnih dogodkov, tudi mednarodnih dogodkov in tako da to so lepe in bogate izkušnje in bomo to nadaljevali. Vsekakor je zavod tisti, ki povezuje in stimulira vse ponudnike od pridelave do nočitvenih kapacitet do gostincev. In tudi nočitve se nam povečujejo. Ne samo še to povem, da letos ima Cirje do oktobra več obiska, kot je imelo v letu 2019 pred covidom. Dobro, hvala. Imamo vprašanje prebivalcev iz Opatjega sela. Zanima jih, kdaj bo optika pri njih urejena. Vemo, da dobra internetna povezava je pomembna tako za prebivalstvo, kot tudi za podjetnike, storitve. Torej, gospod Nemec, kako boste vi to spodbudili, da bo to čim prej urejeno? Glede, to je nekaj že v planu. Optika ne samo v Opatjem selu, optika mora biti tudi po celi dolini, optika mora počasi po celem Krasu, ena trasa je v selu. To so zadeve, kot se bo mogla občina na Krasu podvizati za kanalizacijski sistem oziroma neko metodo, da se ohrani v končni fazi tudi ekološko zelo ranljivo območje, tudi na tem bo treba delati redno in vsekakor je v naslednjem mandatu bo treba začeti ali pokriti tiste dele, ki niso, oziroma saj pripraviti vse potrebno, da se sistematično dela, poveže v bistvu optiko po vseh zaselkih. Gospod Humar. Ja, optika je v naši občini ponekod je že izvedena. Prav v tem tednu je bila uvedba v delo izvajalca za Orehovlje in Vrtoče. Orehovlje in Vrtoče, to je bilo zdaj najslabše pokrito z tem signalom. Projektira se pa Bilje, Kostanjevca in Opatje selo. In v naslednjem mandatu bodo vsi naši kraji pokriti z optiko. Zdaj, kako se bo Telekom odločil, kje bo prej delal, oziroma kakšen drugi izvajalec, kje bo prej, kje kasneje, je zdaj mogoče preuranjeno govoriti. Vsekakor pa Telekom pripravlja projektne dokumentacije še za manjkajoče kraje, da se jih pokrije z optiko. Naj povem, da v Biljah in v Kostanjevici so tudi bazne postaje, zato je tam bilo nekoliko boljše kot v Orehovljah, zato so dobile Orehovlje tudi prednost. Orehovlje bodo do poletja oziroma do konca pomladi pokrite. Jaz pričakujem, da v konec naslednjega leta gremo tudi v prvo naslednjo naselje z optiko. Še eno tako pereče vprašanje, ki večkrat pesti prebivalce Mirna, to gneče ob benzinskem servisu Mirno. Rešitev naj bi bila nova poslovna cona. Gospod Humar, bom tokrat začela kar pri vas. Kako daleč je načrtovanje poslovne cone, katere vsebine bodo tam? Poslovna cona oziroma obrtna cona, ko se gre iz Mirna proti Šempetru na levi strani, govorimo tam je v privat lasti, Petrol je že odkupil zemljišče, sedaj pa delajo še OPPN, občinski podrobni prostorski načrt, tudi za ostalo, kajti le del bo benzinski servis, ostalo bodo ostale manjše hale za storitveno dejavnost in pa obrt.
Tako da jaz pričakujem, da bo ta OPPN, da ga bodo pripravili izvajalci v nekaj mesecih in potem, da tudi Petrol lahko začne z gradnjo nove benzinske črpalke ob vhodu v Miran na obvoznici in da potem se nam ta prostor sprosti. Vsekakor tukaj jaz si zamislim eno tržnico oziroma nek taki prostor, ki bi bil javen, ne pa več benzinske črpalke, ki je preveč obremenjujoča za Miran. Gospod Nemec, podpirate novo poslovno cono, je po vašem mnenju prav zastavljeno oziroma to, kar bi bilo potem zastavljeno tudi na nekoč stari benzinski črpalki? To sem že pred 8 leti, ko sem prvič kandidiral, je bila ta ideja. V 8 letih se pač to ni še realiziralo. Zadeva je preprosta, kjer se nekaj gradi, je prav, da se pomisli, kako se te stavbe nadomesti. Jaz mislim, da ne samo tam, tudi na drugih lokacijah bi bilo potrebno uvesti neke manjše prostore kot tržnice, v končni fazi tudi ob vikendih. V vikendih je to zelo dobra komercialna dejavnost za naše lokalne kmete, da se lahko predstavljajo lastne produkte. Kar se tiče nove obrtne cone, je pa taka, to je bilo vprašanje, ki je v bistvu bilo na mestu, kot da bi bili na občinskem svetu. Župan vsekakor ve bistveno več takih podrobnosti. Dejstvo je pa to, da je potrebno vsake take poslovne priložnosti izkoristiti. Jaz vem, da imam tudi poznanstva in tudi znam take priložnosti izkoristiti. Cone niso še zapolnjene, treba tudi rešiti okolico Frnaže. No, v končni fazi tudi Mirenska ni še polna. Neke aktivnosti so že bile, jaz mislim, take zadeve samo še veliko bolj pospešiti. Tako da jaz mislim, da ljudje se ne bojo bali, da jaz takih zadev ne bom znal voditi še vnaprej. Dobro, hvala. Vprašanje poslušalcev očitno ne bo, tako da bi postavila še dve take bolj ležerni vprašanji. Najprej, gospod Humar, katero vodilo vas bo vodilo tokrat v tem mandatu, če boste izvoljeni med županovanjem? Katero vodilo? Vodilo, ja. Vodilo, da bom povezoval ljudi, povezoval društva, povezoval gospodarstvo, povezoval širši prostor, tudi povezovanje z ostalimi goriškimi občinami. Tukaj je zelo pomembno, da se to povezovanje še okrepi, da se še nadgradi, kajti le to je tisto, ki nas potem dela vse skupaj bolj močne in bolj inovativne. Gospod Nemec, jaz sem že dve povezavi konkretno povedal, povezanje v Zavod za turizem Nova Gorica Vipava, povezanje z podjetjem oziroma z Oro na Krasu. Druge stvari, ki jih mislim narediti, tu bo to ena velika sprememba v povezljivosti, to je bil tudi naš slogan, je to, da bom ustanovil svet krajevnih skupnosti. To pomeni, to je posvetovalno telo župana, kjer se bomo mesečno srečevali in odkrito, ne pod mizo in v raznih gostilnah srečevali in odkrito pogovarjali o problematiki vsakdanjosti. Jaz mislim, da je pomembno, da tudi na tak način sodelujemo s krajevnih skupnosti. Druge dve povezljivosti, ki bojo tudi uradne, meni je pomembno, da ni to samo beseda, je to, da bom imel dve komisiji oziroma dva posveta. Eden je posvet za šport, to pomeni, da bojo naša lastna društva so oblikovala strategijo za šport in isto velja tudi za kulturo. To se pravi, da bojo naša kulturna društva sooblikovala strategijo, ki podlaga tudi za razpise. Meni je najbolj pomembno to, da naša občina postane veliko bolj transparentna, da se ene stvari bolj odkrito pogovarja in jaz nimam nobenih lokalnih veljakov za sabo. Jaz sem človek, ki edina zadeva, ki me povezuje, so ljudje. Gospod Humar, ste želeli repliko? Samo to sem hotel še dodati, neč ne bom dosti repliciral, da vsekakor transparentnost je ena ključnih stvari in naj povem, da po
analizi nevladnih organizacij je naša občina na 51. mestu od 212, se pravi, da smo v prvi četrtini, to bi rekli, da je ocena 4, vsekakor se bomo borili za oceno 5, so pa stvari jasne in glasne, tako da jaz zaradi teh stvari zelo, zelo v miru spim. Gospod Nemec, Jaz, vaša kar se replika? tega tiče, bom našo občino spravil še veliko bolj. V končni fazi tudi razdeljevanje sredstev se mi zdi deloma sporno. Jaz sami ne vemo, društva ne vemo, kdo so tisti, ki nam sodijo, kdaj imamo občutek, da ista oseba je naš odvetnik, naš tožilec in sodnik. Jaz bom za vsake komisije, ki bojo razdeljevala javna sredstva, bom dal javni razpis. Komisije, ki bojo ocenjevale, bojo strokovne, sestavljene tudi z lokalnim prebivalcem in bojo javne, in tudi, da ne bo občutka, da občinski denar daja občina, župan in uprava se bo z tega mogla umakniti in bojo samo na podlagi strokovnosti in v bistvu transparentnosti bojo javna sredstva razdeljena. Gospod Humar, ste želeli še kaj reči? Vsekakor tudi so bile vedno komisije, ki so bile strokovne in denar je bil tudi pošteno in transparentno razdeljen. Dobro, minute današnjega soočenja so potekle, žal, tem je še veliko, ampak jih ne moremo danes obdelati. S tem zaključujemo današnje soočenje kandidatov za župana občine Miran Kostanjevica. Cenjeni sogovorniki, hvala in srečno v nedeljo. Poslušalke in poslušalci, želimo vam lep preostanek današnjega dne, tudi v družbi Radia Robin. Lokalne volitve. Radio